Danes je poslanska skupina Slovenske nacionalne stranke v Državni zbor vložila predlog resolucije o meji med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško. Dejstvo je, da vse do danes nismo imeli enega sklepnega, močnega dokumenta, ki bi določal, kaj naj bo usmeritev slovenske politike, ter ki bi v tej meri, kot je ta naš predlog zdaj dodelan, povedal, zakaj v bistvu sploh gre in kaj pravzaprav hočemo. Nesporno dejstvo je, da Hrvatje temeljijo svoje zahteve na zlaganih dejstvih, na falsificiranju zgodovine ter na agresivnem nastopanju, ki pravzaprav temelji na oboroženo agresijo, če jo že nekar izvaja. In mislim, da je nesporno dejstvo, da je prvi razlog, zakaj smo to začeli, nesposobnost dosedanje slovenske politične strukture, da bi naredila kaj za Republiko Slovenijo. Že takoj ob samem osamosvajanju je Slovenija začela izgubljati. Bavčar je dovolil, da so postavljali mejne točke, kot so Hrvati rekli, začasne, daleč znotraj slovenskega ozemlja. Dejstvo je, da tudi med samo osamosvojitveno vojno si naše enote, navkljub temu, da je nemška obveščevalna služba sporočila, da je general Čak pripravljen predati se slovenski vojski, kar bi pomenilo, da bi Istra šla v sklop Slovenije, se ni upala poseči in poslati majhne enote na reko. Vkolikor mene ne bi zaprli v tistem času, ne vem, po čigavem nalogu, po mojem, po nalogu bivših jugoslovanskih krogov, kajti obdolžitev, da so me zaprli, je bila, da sem rušil, kakor se reče takrat, tekovine socialistične revolucije in da sem ogrožal življenja najvišjih voditeljev Socialistične federativne republike Jugoslavije. Vkolikor me ne bi zaprli, bi šel jaz svojo desetino na reko, da bi se Čad predal in bi nekaj naredili za svojo Slovenijo. Dejstvo je, da Slovenija je vedno imela znotraj svoje teritorialne enote Istro, ne glede v okviru katere države je Slovenija takrat bila. Najprej je bila Istra v okviru Vojvodine Kranjske, to je pravzaprav bilo drugo ime za Slovenijo. V tistem času je bilo to slovensko nacionalno ozemlje. Dejstvo je tudi to, da je Evropa leta 1991 obljubila mirovno konferenco o bivši Jugoslaviji. Vedno vsako vojno zaključi mirovna konferenca. Po letu 1991 v tistem času te mirovne konference ni bilo. Druga prilika je bila po Daytonskem sporazumu leta 1997 oziroma 1998, ko bi Evropa tudi morala narediti takšno konferenco in bi se izognili moriji po prostorih bivše Jugoslavije. In tretja prilika pa je zdaj, danes, pred vstopom Hrvaške v Evropsko unijo, za katero pa predlagamo oziroma zahtevamo, da se sprejme v Evropsko unijo skupaj z vsemi državami Zahodnega Balkana, nikakor pa ne, da se parcelira in da se dovoli vstop Hrvaške mimo ostalih držav Zahodnega Balkana. Slovenija ima zdaj zadnjo priliko, da svoje ozemlje zaokroži v okviru slovenskega nacionalnega prostora, vsaj napram Republiki Hrvaški. Kar se tiče Slovenske ljudske stranke, se je treba zavedati, da njihovo delovanje je zelo, milo rečeno, pragmatično. Skratka, kadar jim pada podpora med ljudmi, se spomnijo nekaj v zvezi z referendumom. Ravno tako kot tudi zdaj. Obenem pa se ne zavedajo, da referenduma ne morejo sklicati z podpisi volivcev. Mislim, da gospod Marjan Podobnik, ki je bil kar nekaj časa v parlamentu, pa bil je celo podpredsednik vlade Republike Slovenije, bi pač moral poznati zakonodajo, ki jo evidentno ne pozna. Zato govori na pamet, govori neumnosti in v bistvu samo dela meglo.
Poleg tega je bila Slovenska ljudska stranka do danes pravzaprav še v vsaki vladi in ni naredila popolnoma nič. Tistih nekaj puhlic, ki jih naredijo in vržejo v zrak, zgolj zaradi tega, da bi izgledali državotvorni, da bi izgledali, da jim je nekaj do slovenske države, to je premalo. To je bistveno premalo in zato je Slovenska nacionalna stranka pristopila k svoji resoluciji. Mi smo podpisali tisto njihovo resolucijo zaradi tega, ker smo računali na možnost, da se bo zadeva nadgradila, da se bo dodalo vse tisto, kar je manjkalo, vendar ni bilo mogoče ničesar dodajati, samo zadovoljstvo in samo zadostnost Slovenske ljudske stranke se je kazala ves čas in pri tem je bilo evidentno, da jim je malo mar, kaj bo dejansko s slovenskim ozemljem. Kaj pa se bo zgodilo, če ne boste dobili podpore od nikogar za vašo resolucijo? Mi smo že povedali, da bomo šli potem v razpis referenduma ob pravem času, vendar pa na osnovi zakona o referendumu in o ljudski iniciativi, tako da bo referendum stal. Jaz se vam prav lepo zahvaljujem in se vidimo ob kakšni drugi priliki. Lep pozdrav, hvala lepa.